Krajevna skupnost Sevnica, ki sicer deluje od leta 1964, ima svoj dan, svoj praznik šele 5 let. Nekako smo iskali en tako pomembno, bi rekla, obeležje ali prireditev, ki se je dogajala v naših krajih, in smo se potem odločili za tabore in to zdaj praznujemo tudi kot praznik Krajevne skupnosti Sevnica. Predlog o tem datumu je podal raziskovalec lokalne zgodovine in publicist Oskar Zoran-Zelič, ki je na proslavi upodobil pobudnika sevniškega tabora Alojzija Lenčka, veleposestnika z Blance. V času, ko se je zgodil sevniški tabor, je bil državni poslanec, oziroma na Dunaju, edini z območja današnje občine Sevnica, tudi deželni poslanec v Gradcu in kot tak je zavzemal zelo vidno mesto v širšem posavskem prostoru. Na prostoru nekdanjega sejmišča se je zbralo 7000 ljudi, ki so glasovali o 5 zahtevah. Da se vpelje slovenski kot učni jezik v naše ljudske in srednje šole, ter se napravi posebno pravniško učilišče. Da se vpelje slovenski jezik v uradnije na slovenskem. Da se zedinijo vse dežele, kjer Slovenci prebivajo v eno kronovino Slovenijo z enim deželnim zborom. Da se osnuje gospodarska šola. Te zahteve so bile sprejete soglasno, 5., naj v Sevnici in Brežicah zgradijo most čez Savo, pa ne, ker se je ljudstvo ustrašilo prevelikih stroškov gradnje. To je dokaz, da so udeleženci taborov razmišljali z lastno glavo in niso bili, kot je očital nemški tisk, glasovalni stroj. V taborskem gibanju so korenine današnje samostojne Slovenije, pa je dejal Borut Pahor. Ne vemo, nihče izmed nas, kako bo izgledal svet čez poldrugo stoletje. Vemo pa iz 150 let izkušenj za nami, da lahko v njem le z lastno državo zavarujemo in uveljavimo naše narodne interese. Za dobre stvari, ki spreminjajo svet, so od nekdaj zaslužni do sočloveka in družbe odgovorni posamezniki. Morda bo Alojzij Lenček za prispevek v svojem času dobil kdaj obeležje, za današnje dni pa sta bila zlato plaketo krajevne skupnosti nagrajena upokojena učiteljica Hilda Lipovšek in prostovoljno gasilsko društvo Sevnica.